Tokrat malo kasneje kot ponavadi v petkih, zato ker imamo razloge, a ne? Predvsem pa tudi vam dolgujemo opravičilo, oziroma ne, bolj pojasnilo, ne, zakaj nismo samo ob petkih. Ne. Zaradi tega, ker smo rekli, da v tej sezoni kampanje bomo včasih tudi, ko bo prej kaj za povedati, sploh če se bomo uspeli sestaviti. Ne. Kampanja je priložnost, a veš, da gre kaj out of the box. Mimogrede, saj jaz vem, to sem jaz večkrat rekla, da je meni kampanja to obdobje tako rekoč najboljši čas. Jaz res uživam, ko gledam kandidate in kandidatke, ki iščejo glasove, ki prepričujejo. Kaj pa vidva? A so to olimpijske za vaju tudi? In letos še se upada časovno, ne? Olimpijske. Zato sem not pripeljala, poglej. Zdaj si pa še predstavljaj, da bi bilo pa to v času Božiča, to pa pol, a veš. Triple bill bi bil. No. A je vama tudi cool? Ali vama je pol potem že too much? Saj ne rečem, da gledam vse, da pogledam vse, ker to ne moreš, ne? Ker eno in isto več ali manj sejejo, ampak Sej, meni je to, kar si rekla, Nataša, ta eno in isto, ne. Meni bi to bilo, bi se kar precej približal tem tvojim občutjem, ne. Problem je v tem, da je precej predvidljivo in da precej se tudi ponavlja, tako da jaz to zmeraj z malo vznemirjenja pričakujem, ampak potem je res vsakič znova. Plus, da, kot smo že ugotavljali, ne, ta kampanja, ne, pri nas traja zdaj pa že skoraj 1 leto, če ne več, ne. Se je podaljšalo to obdobje, Aljaž, ti pa si tudi, ne, kar vznemirjen. Mislim, vzneburjen, bi rekel Antiša. V resnici zaenkrat sem kar mal, ne, z lepo slovenščino underwhelmed. Tako kot je Antiša rekel, seveda pričakuješ, čakaš, pol, a veš tam okoli septembra, a je že, a ne, a je to zdaj že štart ali še ni, ali moramo še malo počakati za uradno razglasitev začetka, ne, lovske sezone. Ampak tole zdajle je dejansko zaenkrat še kar nekaj. Jaz v resnici mislim, da zadnje 3 tedne, 14 dni je, da vsi nekako šparajo to svojo veliko municijo, kakor jo pač imajo, ne? Ker zaenkrat vse, kar imamo, so neke plakatne borbe, pa nek psy-op operacije z barvnimi shemami na plakatih. V resnici je pa, podtikanja, vsi se zanašajo na zastonj medijsko minutažo, ne, z aferami. Ne vem, moram reči, da nekaj, kar bi mi sapo vzelo, ne, česa takega v tej rundi še nisem videl. Meni je pa drugače kar zanimivo, ne, moram seveda tudi reči, saj sem po moje pred 4 leti enako, jaz totalno ne zavidam tega obdobja politikom in političarkam, ker to je res, res težko. 101 soočenje, povsod moraš biti, a veš, on top of your game. Če ti kam ne uspe priti, sledijo nabijanja, da se skrivaš, tako da jaz moram tudi reči, da mora njim biti zelo težko. Dvomim, da je njim tako fajn, kot nam. Ma, ko jih jebe. Hočejo ta job ali noče, ne se potrudijo. Mislim, moramo matrati vsak dan v letu. Ma dobro, no, ajde. Dej Špica, no, pa gremo, kar je kar nekaj za predelati. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Upanje umre zadnje. Človekove pravice, takrat, ko so na škodo drugih, ne morejo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja. Nobeden problem. Bomo uredili božičnico. Saj ne rečem, niso čisto vse vaše ideje napačne, ampak veste, učinkoviti pa najbolj niste. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Naredimo temu konec, dovolj je bilo tega. Špica je šla in še vedno je to LDGD podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. Aljaž Pengal-Bitenc, Antiša Korljan in Nataša Briški smo tokrat z vami. V zadnji sekundi, gospoda, smo dobili potrditi, tako rekoč v zadnji sekundi. Imamo končno guvernerja s polnim pooblastili, imamo 3 ustavne sodnike, imamo varuhinjo človekovih pravic, okrog katere je še največ bilo, se mi zdi, prahu dvignjenega. Pol imamo temo tudi Komisija za preprečevanje korupcije in premier, pa Antiša, tvoja omiljena, ker sem te slišala o tem že govoriti,
in sicer drame na Facebooku okrog demokratov in Logarja. Spet pa se mi zdi, ali je to sam moj občutek, ampak spet pa smo, kdo bo ali pa ne bo sodeloval z Janšo in spet imamo iz enih vogalov Kučana. Da v anketah ne govorim. S čim želite začeti? S tistim, kar bo rekla šefica. Ja, šefica je neodločena. Dajmo s kadri, ker ta zgodba se je vlekla vsaj 1 leto, ne? Tako da imamo en tak closure. Dober, ajde. Tukaj najprej omenil samo to, da smo mi mogoče na tem mestu in v tem forumu, kot bi rekel Milan Kučan, ne? Mislim, da vsaj že v prvem repesažu te kadrovske sestavljanke omenili Primoža Dolenca kot varno izbiro, ne? Pa da se ne brukamo dalje. Tako da, I hate to say I told you so, but we did fucking tell you so. Ne? Tako da, je bilo res treba. To je moja pripomba pri vsem skupaj. Glede varuhinje, jaz ne vem, kaj je tukaj sporenga, ampak o tem sem že epizodo ali 2 nazaj govoril. Glede ustavnih sodnikov pa tudi vsaj nekje so malo pameti in presoje pokazali, da se niso še kle čisto skregali. Antiša predsednica je rekla, ker to so res 1 leto zdaj vlekli, vsaj 2 imenovanji, ne, je rekla zdaj ali pa po volitvah z novo administracijo. Nekako se zdi, da so se 1 leto kockali, kdo bo koga, 5 minut prej pa vse zmenili, ne? Ja, točno to se meni poraja, to vprašanje se meni poraja. Namreč, kaj je bilo tisto, zaradi česar so se zdaj pa kar naenkrat uspeli poenotiti, ne? Mi smo v našem podcastu večkrat dali dobrohoten nasvet, dajte se začeti pogovarjati, ne? Jaz mislim, da so se preprosto po eni strani začeli pogovarjati, po drugi strani pa mislim, da so ugotovili, da bo v novi konstelaciji sil v parlamentu morda obstaja možnost, da bo težje spraviti svoje kandidate skozi, da tako rečem, ne. In to je nekaj, česar si pa predsednica res ne želi, ne. A veste, ker nositi značko, da z 2 vladnima administracijama nisi uspel zapolniti nekaj ključnih pozicij v državi, ker guverner, kakorkoli obrnemo in kakorkoli si lahko rečemo, da je to samo podružnica ECB-ja, vendarle guverner ni povsem nepomemben, enako velja za ustavne sodnike in tako varuhinjo človekovih pravic, KPK in tako naprej, ne. Ne želiš si nositi značke, da ti to ni uspelo z 2 vladnima postavama. Tako da jaz mislim, da je zakulisna diplomacija tokrat vendarle odigrala tisto, zaradi česar zakulisna diplomacija obstaja. Mislim, da so se na nižjih nivojih kabineti oziroma da sta se kabineta začela pogovarjati, se pravi, govorimo o kabinetu predsednice republike in predsednika vlade. Tako da rezultat je in, kot si rekla Nataša, ta rezultat oziroma zelo primerljiv in podoben rezultat bi lahko bil tudi že kar nekaj mesecev prej. Ja, pa vprašanje, veš, zaradi tega, ker je vladna koalicija in premier so svojo kandidatko zelo dolgo forsirali, dokler je niso in niso jo v tistem momentu, se mi zdi, ko se je začelo špekulirati, kdo bo ali ne bo ponovno na čelu oziroma zasedel komisijo za preprečevanje korupcije. Aktualno vodstvo se poslavlja, zdaj čakamo, kdo bo naslednji, in bi nas klele kar peljala do naslednje točke, in sicer premier Robert Golob in novo poglavje ali pa podpoglavje v zadevi Karigador. Za Radio Slovenija je rekel, da ni ugotovila kršitve integritete, kar je KPK ostro zanikala. In premierja, to se mi zdi pa kar zdaj dost močno, obtožuje zavajanja pa grobega napada na komisijo. Mesec pa pol imamo do volitev, a se vama zdi, imate občutek, da bi to, kar se dogaja s KPK-jem in premierjem Golobom, igra kakšno vlogo v kampanji? Zdaj seveda mi je jasno, da želi on prikazati, da je žrtveno jagnje, KPK
pravi, da še ni do konca itak tega korigadorja prišla, ker imamo še to zadevo Bobnar. Ne? Kakšen imata vidva občutek in tudi odzivanje gospoda premijerja na to, kar KPK, do česar so prišli ali pa niso. Mislim, to je močno, kot je ena državna inštitucija premijerju reče, lažeš, ne s temi besedami, ampak skoraj, da zavaja. Ali pa ne pozna. Kaj, nisi, Aljaž, ti najbolj ne vidiš tega? Ne, jaz mislim... Mislim, KPK zanika, da so se odločili v primeru Karigador, premijer je rekel, ni bilo integritete, so odločili. Ne, premijer je bil tukaj zelo zvit, da ne rečem perfiden. On je namreč trdil, da je KPK odločila nekaj, o čemer KPK sploh ni odločala. Yes. KPK je v Karigadorju, to sta dve različne stvari. Ja. Na eni strani imaš vprašanje integritete, kar je bilo vprašanje pri primeru Bobnar, na drugi strani imaš pa vprašanje konflikta interesov, kar je bilo pa v primeru Karigadora. Ampak on je pa zdaj tako malo zmešal, tako kot pač Golob to zna oziroma ne zna. In rekel, v Karigadorju tudi niso ugotovili kršitev integritete, seveda niso, ker niso tega preiskovali. Vprašanje konflikta interesov pa še ni rešeno. Tako da tukaj seveda ima Tine Divjak prav, Golob zavaja, ampak to, kar je povedal, pa tudi drži, sam pač nima to zveze z realnostjo. Mislim, on je rekel, če bom citirala, jaz tudi nisem mogel verjeti, ko sem dobesedno včeraj dobil v roke papir iz oktobra, v katerem piše, da je komisija ugotovila, da nisem kršil integritete v primeru Karigador. Mislim, zdaj pa. Ja, seveda, glagola lahko mi kle svobodno interpretiramo, da se ne razumemo, ne branim Goloba. Hočem samo reči, da je taktika, ki jo je on ubral v odnosu do KPK-ja, taktika izčrpavanja in jaz mislim, da se njemu ta taktika obrestuje. Na neki čisto rekel poglej, kje smo začeli pri primeru Bobnar? Pri komu recimo imam volilnih blokov, ti zdi, da se Poglej ankete. On še vedno drži stik, Gibanje Svoboda še vedno drži stik z SDS-om. Antiša je zadnjič rekel, prepričanih ne boš več prepričal. Podporniki Goloba bodo zdaj čist vsako tako razkritje rekli, spet ga hočejo zajebati. Se pravi, ne obrestuje v smislu, da mu raste, ampak obrestuje v smislu, da mu ne pada. Tako, on je pač tukaj, on tukaj igra defenzivo, čisto, ker to smo mi, ko se je ta stvar začela, spet, kaj je bilo to, novembra 22, 6 mesecev po volitvah, manj kot 6 mesecev po volitvah, smo rekli, človek božji, kaj tebi ni jasen. In se zdaj mu to, vleče in on zdaj z odvetniškimi taktikami, zavlečevanja, izločenja dokazov, tega in onega, vsega tega, česar se je naučil pri Janezu Janši, uspešno je to zdaj zreduciral na 2 SMS-a v primeru Bobnar in na predpucavanje o tem, kaj KPK dejansko preiskuje v primeru Karigador. Bomo videli pa, kaj bo zdaj v tem novem primeru, ker to je pa spet, zdaj pa včeraj je bilo v Tarči, nek nov primer, kaj že, Jadranski otok, spet nekaj novega. Ja, in to je tako, tukaj moram citirati, naš sosednji podcast, upravičujemo za vse nevšečnosti, v 5 knjigi Štoprskega vodnika po galaksiji, ko je pristal prvi leteči krožnik v Londonu, je bil cel šok, ko je pristal tretji, je bilo že še en, ta je pa vijoličen. Tako da pač stvari izgubljajo zanimivost, to hočem reči. Antiša, se strinjaš? Dodaš kaj k temu? Ne bi nadalje razdeljeval odnošajev med predsednikom vlade in KPK-jem. Je pa omenil Aljaž ankete. Anket je kar nekaj, tudi kakšni napol mediji malo po svoje jemljajo metodologije in sestavljajo, Aljaž, mislim, da nam je vsaj eden od poslušalcev pisal, če bi lahko o teh temah kakšno rekli, kaj vama povejo ankete mesec in pol pred volitvami? Ne glede na to, kako to jemljemo, nek indikator in detektor razpoloženja, gotovo so, Tako da jaz jih ne odpravim z zamahom
zamahom roke, samo z zamahom roke, to bi vendarle moral reči. Ne? Zdaj pa, glede na to, kako so interpretirane, to pa seveda zmeri gledam. Ne? Se pravi, kot si rekla Nataša, pol mediji ali si nekaj podobnega uporablja. Ne? Tam seveda vidiš neko nagnjenost v eno ali drugo smer. Medtem, ko se pa pogovarjamo o interpretacijah resnih medijev, etabliranih, MSM, kot se jim rado reče, ne, mainstream medija, tistim se pa, bom rekel, posvetim, ne sicer prav zelo pozorno in podrobno, ampak seveda pogledam in mogoče primerjam s tem, kaj je nekdo drug objavil ali pa kaj ta isti medij objavil v zadnjem primeru, ko je objavljal to vrstne raziskave. Vse ankete nekako kažejo SDS na vrhu, malo za njimi Gibanje Svoboda in potem od, ne vem, SD noter, Resnica, NSI, Demokrati tudi, nekatere na robu prerod. Velika debata je pa, Aljaž, in tudi ti si o tem govoril že, panika, pol bo, kaj bomo pa potem? Ti imaš odgovor, ne? Ja, pač ne. Nekdo bo moral iti na drugo stran. Ja, veš, ankete so, mislim, da je tukaj vse to, kar je Antiša povedal, drži. Ne? Najprej treba pogledati, kdo je to anketo objavil, pa je treba pogledati, kdo je to anketo delal in potem še kdo jo interpretira. Mislim pa, da je vendarle tisto, kar je indikativno, pa to, kar si ti rekla, vrstni red. Ne? In ta se v prvih 3-4 mestih v resnici, ki je zelo ne spreminja od ankete do ankete. Stvari ratejo zanimive dol tam pri 4%. Čeprav, oprosti, ne, tam na 3. mestu nekatere kažejo SD, nekatere demokrate. Ta demokrati toliko visok, čeprav seveda prvak pravi, da bo največ dobo, ne? Vsaj 20. Če imajo oboji po 6%, a je to res visok, ne? A veš, to je tako, kot pač Stenmark, pa Kržaj, pa dolg časa nič, pa Žirar del. Bron je bron, lahko pa za 4 sekunde ga nimaš, ne? Ali stotinke. V redu, ne? Ja, veš, ampak to hočem reči, no, da je pač, kako že, prvo dva vodite z naskokom, zdaj, ko bomo v zimsko-športni govorici, ne? Prva dva sta Odermatt pa Šifrin. Antiša, kdo je Šifrin? Mikaela Šifrin, ameriška smučarka. Mislim, da je zdaj... Ne, to itak, ja. Kdo je od teh dveh, ki sta na vrhu? Ker ta Odermatt par moških, a veš, Hara, ona pa ženska. Ja. Jaz mislim, da je mogoče kle bolj, veš, ta duel, ki je nikoli v resnici ni bil duel, ne, med Matejo Svet pa Freni Schneider, ne. Stari smo. Sorry, sem te prekinila. Koliko si star, ne, da poveš, koliko si star, ne. Sorry, Aljaž, sem te prekinila. Ja. Ne. Sej, hotel sem reči samo to, da je pač potem, veš, glede teh anket in vrstnega reda, mislim, da kle je bolj kot nejasno, da se bo pač tam na spodnji strani dogajalo. Nadaljevanje tvojega vprašanja sem pozabil ta hip. Samo to, da je veliko ljudi, kažejo na izenačenost, levi in desni pol. Seveda, levi in desni. Prvič v zgodovini priča, ne vem, visečemu dogajanju. Bože mili, lahko še enkrat, viseči parlament v proporcionalnem sistemu ni mogoč, zato ker nimaš dveh polov, ki je en v opoziciji, en v poziciji. Pač, in tudi, če kdo misli, da bomo šli na predčasne volitve, ne bomo, zato ker bo vsaj 50 ljudi tam noter parlament videl prvič od znotri in ni variante, da bodo šli, da ga bodo hoteli kar tako zapustiti. Skratka, koalicija vladajoča bo, morda celo v obliki najprej manjšinske vlade, pa nek, kako že, supply and confidence arrangement, kot je bilo v času Šarčeve vlade. Ja, ampak to ni viseči parlament. Skratka, te ne skrbi, da ne bi kmalu po 22. že imeli neki sestavljenega. Ne, kmalu ne. Mislim, da kakšen mesec pa pol bi znali trajati, zato, ker se bomo prepucavali. A veš, vprašanje je ta hip, kako danes stvari stojijo, se pravi, kaj je to, 6. februarja. Ali bo šel Anže Logar čez Klevim, to, kar je on velikrat rekel, da bi bil to pripravljen narediti pod določenimi pogoji. Še celo rekel je najprej to. Ne, tako.
Ali pa ne, po drugi strani tisto, kar je naš manjkajoči član ekipe večkrat reče, da bi se pač nekdanja zveza komunistov končno združila in bi šli SD v imenu obstanka na oblasti na drugo stran, ne, zaslišali klic zgodovine, če ne spet Antišo citiram, in šli v desno-sredinsko koalicijo. Antiša, tvoje misli ob aktualnih anketah? No, če vlečemo vzporednice s preteklostjo, temu smo bili priča v začetku leta 1997, ne, ko je Janez Drnovšek sestavljal vlado. Prvič mu ni uspelo, ne. Prvič je oblikoval eno vladno koalicijo in takrat mu je zmanjkal natanko en glas. Še vedno se ne ve, kdo je ta glas bil. Potem pa je uspel sestaviti vlado s pomočjo Cirila Pucka, dotedanjega poslanca slovenskih krščanskih demokratov, ki se mu je zgodilo kaj, Aljaž? Zaslišal je klic zgodovine. On je v dobro stabilnosti in tako naprej je prestopil z te tako imenovane pomladne strani, se pravi strani, ki so jo sestavljale stranke, tako imenovane stranke slovenske pomladi. Takrat so bile to SDSS, potem SDSS, Slovenski krščanski demokrati in Slovenska ljudska stranka. On je iz krščanske demokracije prestopil na stran liberalne demokracije in takrat je nastala vlada, ki so jo sestavljali Liberalna demokracija Slovenije in Slovenska ljudska stranka. Je bil še kdo zdraven? A te lahko malo popravim? Dej. Namreč v tem dvofaznem postopku imenovanja vlade najprej Drnovšek ni imel osebno večine za mandatarstvo, bilo 45-45. Okay, potem so našli Pucka, ki je za to plačal dosti visoko ceno osebno. Ne? Potem, čeprav je karierno pa ni čist obstal, je kar lepo prosperiral, pa je bil tako direktor, mislim, da finančnega urada v Prekmurju, Murski Soboti in tako naprej. No. Ampak on je bil kar zelo zlobec na pol desni strani. To pa absolutno, Potem je pa Drnovšek predlagal svojo koalicijo, ki naj bi imela tudi 46 glasov, v kateri naj bi bila prvič ever celo Slovenska nacionalna stranka in Polonca Dobrajec kot notranja ministrica. Notranja ministrica. Česar smo bili kar to bi bilo zdaj biti zanimivo. No in tista vlada ni dobila pol podpore. Tako. In potem je pa bil Drnovšek tako, saj izgledal je kar besen, ne, kar je bilo zanimivo pred njemu videti. In potem v drugem poskusu je pa pač Podobnika prepričal, ne, da pač mu je prodal zgodbo, Podobnik tako je šel čez, SLS je in v bistvu potem je imel do aprila 2000 kar udobno večino. Ne. To je bil takrat kar naporen mandat, no, ampak če zdaj skočimo iz tedanjega obdobja 30 let naprej, se pravi v sedanji čas, če bomo priča, Nataša, temu, o čemer si prej govorila, se pravi zelo kirurško na pol razdeljeni sestavi parlamenta, potem pride do izraza, jaz sem to že večkrat povedal, ta sposobnost sklepanja majhnih dogovorov, sklepanja malih, tudi nenačelnih koalicij, tudi ponujanja nekih majčkanih uslug morda za naslednji mandat ali pa v tem mandatu in tako naprej, ne. In tukaj se bodo pa politiki, to ni prav, bi rekel, naivec v meni bi rekel, to ni prav častno početje, ampak politika je pač takšna, ne. In v tem primeru bomo priča demonstraciji in manifestaciji politične spretnosti vseh najbolj do zadnje pore, vseh pomenih te besede oziroma sintagme, ne. Se pravi, kako globoko je pripravljen in sposoben nekdo iti za to, da si zagotovi morebiti pozicijo, da lahko oblikuje vlado. Tukaj bosta seveda, oprosti samo še to, tukaj bosta seveda trčila politični sposobnosti in pretkanosti na eni strani Janeza Janše, ki se je v takih poslih seveda že dodobra izkazal v preteklosti, in na drugi strani Roberta Goloba, ki pa te priložnosti še ni imel.
Jaz bi celo rekla, da jih ni malo, ki vidijo ob vse večji razklanosti na naše in vaše, ko je ta sredina vse manjša, pola pa vse večja, da jih ni malo, ki si želijo ali pa navijajo, da bi prišlo spet do tega, kar smo imeli pred 30 leti, ko je ena bodisi levosredinska seveda takrat povabila nekoga iz drugega pola, da sodeluje pri oblikovanju. Ne? Da je še A bi bilo to koga res močno narobe? Si drugače ne bo šlo, če bo pol-pol. No, seveda, ampak saj pravim, mislim, ne vemo, a bo pol-pol, ne. Ja. Eni bi celo rekli, da bo gladko desna sestavljala, ne, da ne bo pol-pol. Ampak ja, če bo pol-pol, seveda nekoga, ne, ker mislim, mogoče si kdo celo želi, da bi prišlo do situacije, ko bi bilo treba stopiti na drugo stran. Ne sam, a veš, da drugače ne bojo se ne bojo zvezde tako poravnale, da bi bilo to možno, ker bi spet bilo easy sestavljati bodisi v eno ali pa bodisi v drugo smer. Si pa, Antiša, spet seveda ne moremo mimo Janeza Janše in jaz ne morem mimo tega, da ko spremljamo aktualno dogajanje, smo spet in iz različnih voglov pozivi podpište, da ne boste z Janezom Janšo sodelovali, ne. Sta opazila teh pozive. To je bil Vezek imel neko odprto pismo. Pa tudi, mislim, da je Glas ljudstva, pa na posamezne stranke sečeš, da veš, tako, ko so že kdo bo s kom sodeloval, ne, ki je poslanec evropski Prebilič, s kom vse ne bo, ne, kar ga zdaj seveda močno tepe, s kom bo pa ne bo on sodeloval. Ne. No, čakaj, še preden pa to, kako se vam pa zdi? Zdaj, ankete kažejo, da demokrati, recimo, med 5 pa 10, pa jih trenutno bližje 10 poslancem kažejo. Pustimo zdaj, koliko je to long shot, ampak jih bolj tam. Prerodu, tam bo not, ne bo not, ampak če že not, tam 4-5. Oba pretendenta obeh teh strank, tako Logar kot Prebilič, ki se je malo videl kot PV tudi, Logar govori o 20 poslancev, a oni vejo, kaj, česar mi ne. Ali je to tista taktika, dajmo dosti dolgo ponavljati nekaj, pa mogoče pol rata. Bojo ljudje verjeli, pa pol za zmagovalce pa radi volimo, ne. Kaj vesta ona dva, česar mi ne? To je samo neka druga matematika, ona dva malo ne znata šteti, po mojem. Se pa sigurno, Antiša, ker gledaš ta soočenja, ne, vse več v medijih po tistem, ko ga ni bilo od poletja do oktobra, ko je najavil stranko, zdaj smo februarja, da se je začel spet majčkeno v medijih pojavljati Prebilič in spet zaznavajo ankete, da majčken pa mic po mic pa spet začenja rasti. Ni slab v nastopih. Ne, seveda je. Mislim, on ima, a veste, on vendarle ne, njegova osnovna formacija je univerzitetni profesor, ne, in univerzitetni profesor, ne rečem, da to vedno velja, ne, vsi smo hodili in študirali, ne, tudi zelo slabi profesori so, ampak načeloma in on velja za dosti priljubljenega, ne, cenjenega profesorja. Seveda ena od osnovnih predpostavk je, da znaš materijo predstaviti, ne, in on to pač zna, ne, on v tem ni slab, ne. Bi pa, Nataša, jaz bi se vrnil, no, na to, kar si rekla, ne, ti pozivi k podpisom, ne bomo šli z Janezom Janšo. Ja, ta je. Jaz pa mislim, da je mogoče pa nastopil čas, ne, da nekdo reče, ok, ne, jaz bom pa šel z Janšo in bom, a veste, in ga bom poskusil v narekovajih kontrolirati, oziroma bom poskusil z njim sodelovati, Aljaž se že kremži, vidim ga, ga bom probal, bi rekel, omejevati v tistem, kar mi njemu najbolj zamerimo, ne? In to je razgradnja vseh ali pa večjega dela nadzornih institucij, medijev in tako naprej, ne? To bi bila v bistvu... To bi bila korajžna poteza v slovenski politiki, ki ji doslej še nismo bili priča. Zdaj po zamenjavi na čelu NSI-ja. Nihče se ne opogumi in ne reče nečesa tazga. Aljaž, izvoli, kaj si hotel se to ni, jaz se spomnim enega Mateja Tonina, ki je bil poln besed o tem, kako sta se z Janezom zmenila, da bo
da bo priden, pa da bo mir, pa da se bodo držale koalicijske pogodbe. Pa tako Nič dalje, od tega ne? se ni zgodilo in točno o tem jaz govorim. Aljaž, točno o tem jaz govorim. Ne. Se pravi, ti iščeš junaka, ki bo dejansko Janšo dal na ketno. Martina Krpana, ne, seveda. Čak sem, kar rečeš junaka, ki ga bo dal na ketno. Ne. Seveda, ko se je zgodila menjava na čelu NSI-ja, ker Tonin je rekel z Janšo pa ne bomo, ne, Vrtovec tega ne govori, govoriš seveda o strankah izključno, ki so, čeprav resnica Stevanović je tudi rekel, da ne bo z Janšo. Mislim, da je celo dal overroad to izjavo na upravni enoti. No, ampak govoriš o strankah levo od sredine. Kateri stranki levo od sredine bi koristilo, če to reče? Jaz mislim sicer, da jim vsem škodi to podpisovanje, kdo z Janšo bo pa ne bo, ker imajo ljudje tega poln kufer. Mi smo to 4 leta nazaj tudi že rekli, pa Andraž je veliko o tem govoril, da ti časi so mimo. Ankete. Nataša, jaz vem, da morda zvenim utopistično. Ne vem, sam povej, koga. Ampak, koga vidiš najbližje, ki bi to lahko naredil? A je to Prebelič? Ne, vem, če se strinjam. Predstavljajte si propagandni tekst ali pa sporočilo neke politične stranke, ne, mi pa bomo šli z Janšo in poskrbeli bomo, da ni delal tistega, zaradi česar ga najmanj marate. Ne? A veste? Ne, jaz čisto razumem to tvoje, bi se mi zdelo zelo zanimivo, bi to bil en moment, ki bi mogoče pri Pengovskem, ki rekel, so dolgočasne kampanje, sekundo, bi to mogoče bil moment, ki bi zastrigel Pengovski z ušesi. Če me pa vprašaš po imenih, ne, in če mi vsi trije skupaj in še morda kdo od poslušalk in poslušalcev se mu ne utrne nobeno ime, potem je pa to slaba izkaznica potence in kapacitete obstoječega političnega razreda. Ne? To je približno tako, kot ne vem, da grejo nogometaši na svetovno prvenstvo, pa pravijo, ja, ampak z Nemci, pa z Brazilci, pa Argentinci, pa Španci pa ne želimo igrati. Ja, to je super, ker ti bi zihar izgubil. Pa o tem ti govorim, ne? O tem ti govorim. Ker nimamo orožja proti njim. Ja, Aljaž, izvoli. Ja, se zdi mi to malo logika, ne, se bomo tudi Donalda Trumpa kontrolirali. Ne? A veš, ta pač gravitacijski poteg Janeza Janše in SDS-a je v vsaki koaliciji že organsko tako močen, ker pač kdorkoli bi šel tudi v trenutnem naboru, za morebitno izjemo koalicije med GS-jem pa SDS-om, ki je bilo mogoče približen tam v smislu procentov. To bi pa rada videla. Exactly, ja, veš, ne, o tem govorim. Pač, ko začneš razmišljati, kaj vse bi se morali sestaviti, oziroma kaj vse bi morali zraven za to, da bi pač Janšo v kalupu, ne, in to pod domnevo, da bi se Janša sploh pustil v kalupati. Ker, a veš, res je, da več kot en slovenski politik, ne, večinoma so samo fantje, tako naivni, je rekel, ja, jaz bi šel v koalicijo SDS, če ne bilo Janeza Janše. Veš, ja, kada SDS kumi čaka, ja, valjda bomo šli mi v vlado, glej, Janez, klele imaš spomenik, pa apanažo, pa pejt. Pač, več, ko bo on imel poslancev in poslank, težje bo se njemu prilagajati. Se pravi, da tale teorija bi bila lušna, fino, fajn, recimo, kar je Antiša razvijal, če na drugi strani ne bi imel 25 do 30, kar pa ankete trenutno ne. Zato imam pa jaz drug fantastičen scenarij, ki je ravno tako nebulozen, da se razumemo. Ne? Kaj pa, če bi šli v koalicijo vsi, razen Janže, pa mogoče resnice, če noter pride? A veš, da imaš ti koalicijo normalnosti, vseh strank levo in desno od sredine, razen lunatikov. Ne? Pa kaveat niso zdaj vsi v SDS lunatiki, ampak je nepar izstopajočih pojedincev, pa je kar tako za slovar. Ne? A veš, če bi dejansko naredil neko koalicijo normalnosti, ki bi vključevala tudi Logarja in NSI, Neki bi, vse to bo mogla verjetno. Ja, a veš, skor. To bi bilo recimo po zadnjem štetju 53 glasov.
s tem se da že normalno delati. Ne? In mogoče pa, če smo že v smislu politične domišljije in fantastike, je pa to zgodba, ki jo je za napisati. Ne? No, meni se zdi, da je za razvoj in prihodnost Slovenije še kar slabo, da in mi smo te starosti, da smo že 30 let na tem, kdo bo ali ne bo sodeloval z Janezom Janšo, in dodatno ob njem se že 30 let pogovarjamo tudi o vseprisotnosti nekdanjega predsednika Milana Kučana. Kakšen mislite, da je res še njegov vpliv? A gre bolj za nabijanja, demoniziranja, ker pač rabimo sovražnika, recimo tisti z desne, ali ima res še kaj moči pod motorjem? Antiša mogoče, ker vem, oglašal se v zvezi s Prebiličem, pa s kom sestavljanje liste, pa Nika Kovač povezovanja. Kaj ti misliš, ima res še tak vpliv? Pa jaz mislim, da ja, ne. Jaz mislim, da ni brez vpliva, zaradi tega, ker on še vedno funkcionira kot nekdo, katerega beseda se zelo resno jemlje. Ne? Kjerkoli se on pojavi in karkoli on reče, se to v večernih poročilih dosti na veliko izpostavlja. Ne? In tudi, če tisti, ki se včasih gibljamo malo po Ljubljani, če smo kdaj priča, kako predsednik, kje se dobiva, s kom se dobiva in tako naprej, ne? To niso tako zelo redki prizori. Jaz mislim, da on še kar igra močno vlogo. No? Jaz mislim, da jaz ga ne bi podcenjeval. Absolutno. Aljaž, po tvojem, kolikšen vpliv ima in ali se recimo, koliko se po tvojem z njegovim imenom po nemarnem opleta? Po nemarnem v resnici ne, ker je pač Klema Antiša prav, on je še pač zelo prisoten, ne, in pač fizično in mentalno. In kar pove, se mi zdi, da pač ima težo, in tudi za razliko od mnogih preostalih politikov in bivših politikov, Milan Kučan premisli, preden kaj reče, in ko reče, to reče enkrat. To je pač neka sposobnost, ki jo on razvil skozi vsa ta desetletja v politiki, in zaradi tega se mi zdi, da on potem tudi vedno pride v medije, ker oh my god, Kučan je nekaj rekel, ne? Ni glih, da bi zdaj lahko 3 njegove izjave na dan na 3 različne teme objavil. Mislim pa, da njegov operativni vpliv je pa zgolj delček tistega, kar ga je nekoč imel. Ne nazadnje je pač to, rekel, stvar biologije in dejstva, da je prišlo do generacijske menjave v celotnem spektru slovenske politike, da je končni fazi Janez Janša še edini, ki je s Kučanom delal in pač se bockal pred skoraj 40 let nazaj. Ne? In se mi zdi, da je Kučan tukaj bolj zdaj kot nek totem. Ne? Veš, če Milan Kučan pride na posvet z Urško Klakočar Zupančič, ima od tega zelo veliko Urška Klakočar Zupančič. Milan Kučan pač neka malega pozornosti medijske in siceršnje, ne? Ampak da bi pa zdaj on določal, kaj bo in kaj ne bo. Te časi so pa, mislim, da mimo, in se mi zdi, da je tudi ni edini tak politik bivši, ki se mi zdi, da je včasih kar malo frustriran, ko vnaprej vidi, kaj se bo zgodilo, ampak ga nihče več ne posluša, ne? Ker zdaj pač mladi vedo bolje. Ti, ko smo pri določanju agende ali pa vplivanju, Janša, Kučan, ampak če se ena stvar tudi precej pojavlja, pa je vpliv civilne družbe na aktualno dogajanje. Tukaj bom spomnila najprej na to Facebook dramo okoli Demokratov in Logarja. Zdaj tisti, ki tega ni spremljal, ugotovili. Delovna teorija je, da so demokrati in z njimi seveda Logar, ki je na čelu te stranke, prevzeli stran enega od prodajalcev burgerjev in svoje pristaše namesto z novicami o burgerjih naenkrat pozdravili z poglejte, zakaj smo ali nismo demokrati. Tukaj se je kar precej angažirala Inštitut 8. marca oziroma Nika Kovač osebno.
Antiša, a lahko ponoviš to, kar si ti že okrog tega govoril, pa da ne bomo zdaj širše o civilni družbi v kontekstu političnih kampanj, ampak konkretno to. Koliko bo to škodilo ali ne škodilo, prahu je bilo dvignjenega kar nekaj. Jaz mislim, da to ne bo škodilo. Ne? Jaz mislim, da je bil to en poskus, ki se je izjalovil. Jaz mislim, da ta manever, o tem manevru se sicer lahko pogovarjamo, ampak veste, Facebook in njegov doseg je kakršen je, algoritmi delajo kot delajo. Tako da jaz se oziroma na mestu Anžeta Logarja se jaz v zvezi s tem ne bi pretirano vznemirjal. Ne nazadnje vsakmu od nas, ki smo uporabniki Facebooka, še zmeraj ostaneta 2 pritiska na miško in je stvar sanirana. Če me ne zanima Anže Logar, če me ne zanimajo njegove dejavnosti, pač preprosto stisnem unfollow, poiščem Burger King in tam potem jaz tam sledim, kaj Burger King dela. Ne bi se vznemirjal, ker se ti ne zdi, da je to na tistem koncu, kjer on nabira glasove, povzročilo kakšno škodo, ali ne bi vznemirjal, ker so naredili nekaj, ker dvomim, da je to, seveda ne obtožujem, ker nimam nobenih dokazov, ampak dvomim, da je to iz lufta nastalo, je čisto preveč stvari, ki se povezujejo, ali se ne bi vznemirjal, ker pač probali smo nekaj narediti, najdeli so nas, gremo dalje. Moralist v meni bi rekel, to se ne spodobi čisto, ne? Da so si pa s tem ravno zadali strel v koleno, pa mislim, da si ga niso. No, tako. A sem dovolj jasno odgovoril na tvoje vprašanje? Ja, si. Aljaž, ti si to spremljal, kaj je to zgodbo? Se veliko dogaja, veš, ni več toliko klasične televizije, jumbo plakati, čeprav je tudi kar živahno tam, ampak se precej išče glasove tudi tukaj. To je res, ne? Se pravi na družbenih omrežjih. Absolutno, mislim samo, da pač smo mi v fazi, ko je, pa zdaj ne vem, je to samo moj občutek, ampak da je nasploh pač odnos do družbenih omrežij, da pač tam so, ampak da se jim v osnovi ne zaupa, ne? Kar pomeni, veš, da je to dosti manjša izdaja zaupanja leta 2026, kot bi bila morda v kampanji 2016, ko smo bili vsi polni besed o etični uporabi družbenih omrežij, demokratizaciji in transparentnosti komuniciranja in tako dalje. Ne to, da sta Sven in Lars zdaj februarja 26 postala Anže, pač tranzicije so takšne in drugačne, ne? In mislim, da se res pač lahko nasmehnemo, gremo dalje. Če misli, da bo teh 21,000 followerjev, kakor ne bi jih ta Facebook page imel, avtomatično postalo 21,000 volivcev demokratov, potem pa so res naivni, ne? Ampak mislim, da toliko naivni pa vendarle niso. Tako da, ne vem, je pa pri tej stvari se mi zdi zanimivo, ne? Da se zdaj od tega, kar je to prišlo v javnost, koliko je minilo, 10 dni približno, ne? Jaz nisem videl, da bi se katera od konkurenčnih strank demokratov prav pretirano vznemirjala zaradi tega, ne? Tukaj so poslali, da oddela delo Inštitut 8. marec, na televiziji je to opravila Nika Kovač, ni pa, kot rečeno, nobena od strank tega prav močno problematizirala. Namiguješ na to, da morda še kdo podobno počne, pa da zaradi tega niso hoteli pozornosti na svoj vrtiček? Nisem niti pomislil na to, ne? Ampak to gre bolj kot moj pomislek namreč tukaj je, da je bilo tukaj neko temeljno nesorazmerje med na eni strani Niko Kovač in na drugi strani Anžetom Logarjem v teh dveh soočenjih na Odmevih pa na 24 ur zvečer. Ne? Ona je nastopala z pozicije civilne družbe, ki ne gre na volitve, ne? On je pa vendarle tam bil kot predstavnik oziroma ustanovitelj in predsednik stranke, ki bo na volitvah tekmovala in nabirala glasove. O tem sem jaz bolj govoril. Ne? No, če Antiša ni namigoval na to, bom pa jaz kar lepo namignil. Gotovo gre tudi za to, kar si rekla. Kle sem te iskala. Ja, itak, se vem.
pač treba, vsak mora odigrati svojo vlogo. Ne. Ja, veš, mislim, mi imamo zgodovino povezanih firm, strankarsko povezanih firm, ki plačujejo oglaševanja stranke. Ne. Imamo vprašanje, pač, kako že paradržavne organizacije, ki financirajo stranke ali pa strankarsko povezane medije ali pa ne vem kaj se je. Domen Savič je fulejnih raziskav na to delo parlamentarne komisije, na to temo smo imeli. Tudi Tarča v drugo smer. To je bil splošen umbrella term, ki sem rekel, da paradržavne firme financirajo stranke. Ne. Tudi včerajšnjo Tarčo sem mislil s tem. Potem, ko pač njihovi spletni guruji in tako dalje, drugih strank pogledajo demokrate, po mojem rečejo, pa ste amaterji. Veš kaj, gledali bi samo še eno stvar, pa bi pol, če se strinjata, šla na politbizarke pa zadnjih 30, ne? Namreč zdaj imamo poglavje civilna družba in si Antiša ti omenil, da je na eni strani bil nekdo, ki se bo šel meriti na volitve, na drugi pa pač civilna družba, ki tja ne bo šla. Kar velik je protestov z desne, nad financiranjem nevladnih organizacij, češ, ko bomo mi prišli, bomo pa pipco zaprli. Zelo se opleta, kdo dobiva denar, pa koliko ga dobiva. Ne? Pričemer se mi zdi, da so temeljna nerazumevanja, kdo vse civilna družba je in kakšno vlogo ima v politiki, ampak kako je pa vidva vidsta, mislim, upletanje. To, da se tudi da se predvsem v času kampanj aktivira tudi del civilne družbe, ki ima v svojih listinah tudi odzivanje na aktualno dogajanje v smislu zagovarjanja tega ali pa lobiranja za to in tako dalje. Absolutno. Mislim, jaz sem velik zagovornik tudi angažmaja civilne družbe v politiki. Mi moramo vedeti, da je Slovenija, v kateri in tudi kakršni živimo danes, je v veliki meri rezultat angažmaja civilne družbe v poznih, oziroma ne samo poznih, tudi že zgodnjih 80-ih letih recimo, ja. V politiki. Tako da jaz sem absolutno velik zagovornik angažmaja civilne družbe. Mi moramo vedeti, civilna družba so tudi različna združenja in organizacije, ki gledajo, opozarjajo, nadzorujejo in tako naprej formalno politiko. Ne. So pa civilna družba tudi seveda gasilci ali pa pevski zbori. Vse to so oblike civilne družbe. In med 100, recimo, ko velikrat se tolče, kdo dobi kakšen denar, med 100, ki dobijo največ sredstev iz državnega proračuna, recimo za 2024, imam podatke na strani CNVOS-a, seveda niso niti pod točko razno vsi tisti, ki jih za desne, čigar imeni radi opletajo, ampak so inštitucije, kot je Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo, Združenje multiple skleroze, Osebna asistenca, Zavod svetega Stanislava, Rdeči križ in tako dalje. Ja, in s tem ni v resnici nič narobe. Seveda. Absolutno, jaz mislim. In če se pogovarjamo in tako če problematiziramo, tako se bom postavil zdaj, če sem desničarski aktivist in problematiziram vlogo inštituta 8. marec, potem ne morem biti tiho, ko pred volitvami predstavniki Rimokatoliške cerkve povejo, kaj mislijo, da je prava izbira za Slovenijo na prihajajočih volitvah. In z druge strani, če sem levičar, ne morem, se pravi, vemo, kaj hočem reči. No? Se pravi, moram dopuščati oboje. Kar se pa tiče financiranja, pa kot razumem, inštitut 8. marec itak ne prejema denarja iz slovenskega proračuna, a ta podatek še vedno drži. Še vedno drži, tako da na desnici so res izbrali slabo točko, kjer to združenje skušajo čeprav vprašanje, Antiša, če je to slaba točka, ker to pri njihovih se zelo prijemlja. Jaz, ko se pogovarjam z kolegi, ki recimo, da bolj simpatizirajo strankami desno od sredine,
ni ga, ki ne bi rekel, vse oni pa itak dobijo iz državnega proračuna, tok pa pol ne bo. In kar rečem, tudi evra ne dobijo, vsi gledajo kot teleta. Ja, verjamem, ja. Zato, ker je to manipulacija oziroma recimo temu kar laž, ne, ki se je očitno več kot prijela. Ne. Inštitut, a veste, na desnici velja naslednja slika. Nika Kovač hodi na Karibe pa v New York za denar slovenskih davkoplačevalcev. Tako. Kot razumem, nič od tega ni res. Ampak vse, ne? Kaj če ni res? Ne? Mi bomo to trobali, zato ker nam gre to v sliko, ki jo želimo prodati. Pa tudi, če bi bilo res. Namreč, dve stvari sta tukaj. Eno je to, da Nika Kovač je bolj na tnalu kot, ne vem, kakšen drug moški predstavnik kakšne druge civilno-družbene organizacije. Tle je pač, ampak tak klasičen, vintage slovenski družbeni politični seksizem, dejstvo, da ima pač ženska mnenje, oh my god, to je grozen. Sploh, če se to mnenje ne sklada z predstavnikom neke bolj desne opcije. In drugič, poanta sodobne liberalne države z urejenim sistemom, nekim družbenim sistemom, je, da se zaveda nuje po samoomejevanju. In to je to, kar je Anteša prej rekel. Ena od funkcij vseh teh civilno-družbenih organizacij ni samo to, da rečejo, mi smo tudi tukaj, pa delamo tole specifično stvar, pa a bi vi to malo sofinancirali. Funkcija NVO-ja v odnosu do države je, da država reče, v mojem interesu je, da vi meni poveste, kaj delam narobe, kaj sem spregledal, kaj bi bilo boljše, kakšne so informacije na terenu, zato ker jaz kot država ne morem vsega in zato vam jaz dam tukaj ene peneze, ki so v resnici v 15 milijardnem proračunu popolnoma brezvezne vsote, zato, da boste vi meni povedali, kje sem šla jaz kot država predaleč. Tako, to je sodobno razumevanje države. In zdaj pa alternativa temu je pa predmoderno razumevanje države, kjer je država, to sem jaz, to, kar jaz rečem, drži in vsi ostali se morajo postaviti v vrsto in delati, kot vam jaz rekel, če ne, so protidržavni element. Vidim pa, Aljaž, da se je naivnež v meni v veliki meri naselil tudi vate. No, ampak so. Tega v slovenski politiki nismo sposobni. Ko imam debate z kolegi, prijatelji, znanci na temo civilne družbe, seveda temelj demokracije so, ne vem, beremo iz knjige, ne? Izvoljene inštitucije, neodvisni mediji, neodvisno sodstvo in tako dalje. Ne? Ampak demokracija, in mi hočemo demokracijo, to ni sam hardware, ampak je tudi software. Ne? In civilna družba je ta software, o katerem si ti, Aljaž, zdaj lepo rekel, ki ti pove in hočemo, da nam pove, kje v sistemu je bug. Ne? Niso zamenjava za parlament, niso vlada v senci, so pa, in to hočemo, to je v definiciji, kaj naj bi NVO bil, watchdogi nad izvoljenimi. Zajemaš sapo, kaj želiš? Ne, kar povej do konca. So pač zamenjave, watchdogi nad izvoljenimi so servis ljudi, za tudi kakšne storitve in stvari, ki jih država, občine radi spregledajo. In mi absolutno hočemo, da ko je kampanja, je še bolj ta prav čas, da se oglašajo. Ker zdaj je treba povedati, ta je za to, ta ni za ono. In se recimo postaviti na stran tega ali onega, karkoli pač zagovarjaš. Ne? Povej, Aljaž, za oba desničarja, ki tole poslušata, ne? Izjavo odbora za varstvo človekovih pravic po zaprtju Janše Borštnera Tasića zavrla, je podpisalo tisoče in tisoče organizacij, posameznikov, skupnosti, samoupravnih in drugačnih, ki so srž civilne družbe, ki so rekle, tukaj je šla država takratna predaleč in naša družbena vloga je, da mi temu nasprotujemo. In vsi ti ljudje so bili v socializmu na državnem denarju. Pa so bili ključen moment
družbenega odpora in vzpostavitve neke osnovne demokracije v tej državi. Ja, tako da pol tudi ti, Nataša, veš, mi imamo tukaj tako kot aktivna in formalna politika spotika nadzorne institucije v državi, Računsko sodišče, KPK in tako naprej, to isto počne z nadzornimi institucijami v obliki civilne družbe. Tukaj so dosledni, a veste, tukaj so dosledni in politika očitno v Sloveniji še ni prišla do stopne, ko bi tolerirala, kaj šele plačevala tiste, ki ji nastavljajo ogledalo. Vloga na eni strani recimo pisateljskega društva, Inštituta 8. marec, Rimokatoliške cerkve, Komisije pravičnosti in mir in tako naprej, ne, je v veliki meri primerljiva z vlogami, samo manj je formalizirana, ki jo ima recimo Računsko sodišče, revizijska komisija, Državna revizijska komisija, Komisija za preprečevanje korupcije in tako naprej. Ne? S to razliko, da so te nazadnje imenovane, formalizirane in formalne in tako naprej. Une so pa neformalne. To je v bistvu temeljna razlika. V družbeni vlogi pa prav velike razlike ipak in vendarle ni. Tako da, ko vam bojo naslednjič plozali floskule glede financiranja NVO-jev, pa podobne, denar naj gre rajš gasilcem, RK, Karitas in podobno, denar tem gre, ampak to ni argument proti drugim, ampak sam argument za, ne vem, pametno financiranje in jasno postavljene kriterije. In tukaj imamo pol, ne vem, razpise, cilje, revizije in tako dalje. Tako da naj desnica zmaga in uredi to področje, pa stisne pipice NVO-jem. Pustimo naj desnica ali levica, ne gre pri stiskanju pipic za učinkovitost, ampak da ne bo pomote za discipliniranje kritikov. Ker denarja tlele ne bo šlo nič manj. Tako da civilna družba, če kdaj, zdaj je čas se zaoglašati. Želite kaj dodati ali gremo na... Pejmo na bizarke. Pejmo na bizarke. V prejšnji rundi, pazi to, imamo neodločen rezultat. Ni jih veliko, ne, Aljaša, se ti spomniš kakšnega primera? Jaz imam tako v glavi, da se mi zdi, da je enkrat bilo. Ja, jaz tudi mislim, da je bilo enkrat, ja. Skratka, resnica kot pes med kegli, pa kosilo sem si plačal sam, sta pobrali največ vaših glasov. Pol pa sledi, Aljaš, če se ne motim, Grimsov odziv na sodbo ESČP. Tako. In pa Anže Mudonja na nehvaležnem 4. mestu. Tukaj, ne, veš, za nekaj desetink, za 1,5 %, za točno 2%. Tukaj bi samo pripomnil, ne, Nataša, da si, ko sem jaz Anžeta Mudonjo zvalil, si napovedala zmago. Ne. In poglej ti to. Zadnje to je bilo varanje. To je bilo, Aljaš, varanje neprijatelja, ker kdo je zmagal? Ja, pač ti pa Antiša, ne? Ampak hočem reči to, morda je pa to slab obet za Larsen, Sven in že demokrate, ne? Dober, no pa Antiša, evo, ko si deliva oder za zmagovalce oziroma zmagovalke, kaj si izbral tokrat? Ker si deliva oder mat. Ja, tokrat jaz bom pa Žana Mahniča. Vse on ni prepovedan, ne, oziroma on ni. Tega veselja si pa ne bomo vzeli. Čak, za tiste, ki ne veste, ne, v okviru politbizarke so nekateri, ki so suspendirani for life, to sta Janša in Hojs. Ja. Imeli pa smo par zamrznitev, in sicer Urška Klakočar Zupančič je bila, pa Pahor in Golob. Ostalo je pa prosto. In še morda velja med navodili za uporabo in razumevanje povedati, na to lestvico se udeležijo tisti, za katere presodimo, da bi bili lahko tudi serijski zmagovalci, ker je produkcija
enostavno prevelika politbizark. Zdaj pa izvoli. Žan Mahnič, hvala lepa. Žan Mahnič in njegova ideja o slovenski verziji ICE-a oziroma ICE-a oziroma ICE-ja, se pravi Ameriškega urada za carino in deportacije. On je namreč napovedal, da v hipu, ko pridejo na oblast, bodo ustanovili nekaj podobnega, kar v tem trenutku oziroma v zadnjem obdobju hara po Ameriki, po Minneapolisu naprimer. Rekel je, urad bo imel direktorja, 2 poddirektorja, 2 avtobusa in 20 policijskih specialcev in mi bomo na ta način naredili red v tej državi. Tisto, kar je bizarno, je žal to ni tako zelo redko, resen razmislek o tem, da se Trumpovi vzorci nekritično prenašajo v Slovenijo. To bi po mojem mnenju predstavljal kar resen problem, iz večjih razlogov, tako da jaz bi zato nominiral to napoved Žana Mahniča. Tisto, kar je pa strašljivo, je pa to, da jaz ne bi povsem izključil tega, da se bo ta stvar res zgodila. In še nekaj, ta stvar, jaz mislim, da ima kar v ne tako zelo majhnem delu populacije nekaj podpore vendarle. No, bom pa nadaljevala. Lahko sam dodam, ker imam tukaj mental image Žančija, ki sopiha v second hand army shop opremi, in potem zamaskiran, ki on potem preganja tukaj, ne vem, migrante, ki mu bežijo in jih ne more ujeti. Ta del je tudi bizarno smešen. Ampak zdaj pa nadaljuj, prosim. Okay. Moja bizarka je pa tokrat, hej mačka, imaš naslovko zame. Zgodba o tem, kako podjetniki, ki pa se mi zdi kar večinsko 4 leta kritizirajo aktualno vlado in premierja Goloba, vključno s predsednikom slovenskega Business Centra, ali kako, čak SBC so oni kratica, ne? Ja. Slovenian Business Center. Klub. No, potem ga pa Joc Pečečnik, predsednik kluba, podpre, še več, klicari naokoli kolege in kolegice, da ima toliko za povedati, da če mu dajo naslovko, kolegico Sovdat iz financ nagovori, po mojem, jaz bi si skoraj upala staviti, da mogoče celo ne prvič, nagovori za hej mačka, imaš plac in naslovko zame, ker imam za povedati nekaj. Pol se pa ven vadi, pazi, da ga ni podprl v imenu SBC, čeprav se je podpisal kot tak, ne. Članstvo seveda znorelo, tako da hej mačka, naslov je dobil en kup, tudi zato, ker se je pol hitel opravičevati, kaj je mislil, pa v čigavem imenu je kaj delal. No, zaključilo se je pa z njegovim odstopom z mesta predsednika. Tako od začetka do konca se mi zdi nadbizarka in hvala lepa, gospod Pečečnik, šolski primer zgrešenega komuniciranja ali doseganja ciljev, karkoli ste že hoteli. Tako da, hej mačka, imaš naslovko, je moja bizarka. Aljaž? No, moja bizarka je pa nastala, mislim, da včeraj, ali pa predvčerajšnji, zdaj ne vem več, ko je bila vlada pač na delovnem obisku na Koroškem, kjer so gledali poplavno obnovo, bla, 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 in na neki točki je Matej Arčon prišel ven in zvalil bučko, da vlada zdaj resno razmišlja, oziroma kaj je dala zahtevo za neke pripravo izhodišč za prepoved uporabe družbenih omrežij mlajšim od 16 let, zakonsko. Kar je seveda tako zelo bizarno, neumno in tipično za politiko, ki na neki točki v odsotnosti boljših ukrepov reče, oh my god, za otroke gre, ne, won't somebody think of the children, in reče, da zdaj pa kar prepovedali uporabo omrežij, ker kot da niso še vsi najstniki v zgodovini tega človeštva vedno našli načine za obvod prepovedi dostopa do stvari, ki so jim bile prepovedane, pa naj bodo to pornografske revije v trafikah v, ne vem, 70-ih, pa 80-ih, pa 90-ih letih, ali pa so to, ne vem,
karkoli drugega, kar je bil prepovedan sadež. O internetu pa sploh ne bi, ker pač znanja, ki ga imamo mi, ne, in računi in tako dalje, niti slučajno ne dosegajo nivoja in sposobnosti današnje mladine, ki bo vse, kar bo naredila, se bo pač potem šla, če ne past na Instagram, pa na kakšne dosti bolj temne kotičke internetov in bo pač tam digitalno odraščala še z daleko manj nadzora. Ne? Tako da res, ne vem, kaj točno ste hoteli, ampak karkoli ste hoteli. Skratka, tvoji mulci ne odobravajo. Z njimi se o tem nisem še nič pogovarjal. Jaz ciljam tukaj na tem, ne, mislim, o družbenih omrežjih se sam, ampak o tej prepovedi se nisem. Ne. Ja, sej se je prepoved. Zdaj jaz ciljam na to, da bi bil the cool dad, veš, jasno. To je... Aha, seveda, ja. Ja, prav, hvala lepa, gospodje. No, pa pejmo še na zadnjih 30. Kaj imata za povedati? Meni je rahlo nerodno, kar imam jaz, tako da mogoče bi počakala do konca. Ja, ne vem, jaz imam eno tako zelo nerdy, tako da ne vem. Aha, ok, no prav, bom začela pa tisto, da se rešim tega. Tako, evo, za zadnjih 30 v LDGD delim pa eno svojih bogami večjih življenjskih odkritij zadnjih tednov. Ja, vem, to, kar boste slišali, pač marsikdo se bo zdaj malo nasmehnil, tudi prej, ampak če ste se kdaj, tako kot jaz, znašli za volanom izposojenega avta, in se spraševali, na kateri strani je luknja za tankat. Roke gor. Vidva? Vesta? Mislim, jaz imam vedno vesta, kje je. Jaz sem v avtu puščico. Jaz sem v avtu puščico, mislim tam na armaturi je puščica. Ja. No, hvala lepa, da še poglabljate to. Skratka, jaz sem bila vedno ali levo ali desno, no. Pol pa 30 let vozniškega staža, 30 let plus tihe panike na bencinskih, dokler ne pride mimo Petra in čisto mirno reče, pa si ti piše na ekranu, tam, kjer imaš znak. Tam, kjer je znak za bencin, tam je ponovadi tudi čist mala puščica ali pa ena ročka. In tista stran, na kateri je, to je stran rezervoarja. Tako da Petra, še po tej poti najlepša hvala, hkrati pa upam, da komu še pride to prav. Skratka, če ne veste kje, poglejte mali kazalček pri ikoni za bencin. Avto vam sam pove, kje ga je treba nahraniti. Ok, dalje, Antiša. Ja, jaz bom pa precej klasičen in dolgočasen. Predlagal bom namreč eno knjigo, ki me je v zadnjem obdobju res navdušila. Ne? Gre za knjigo nemškega pisatelja in novinarja Uweja Wittstocka z naslovom v hrvaščini je, Veljača 1933, Zima literature. Žal ni dostopna v slovenščini, no, tako bom rekel. Jaz jo berem v hrvaščini. Gre za knjigo o tem, kako hitro se nekdo, ki se tega temeljito loti, lahko razgradi družbo in jo podredi sebi. Gre za opis pravzaprav dogajanja, ki temelji na zelo natančnem pregledu, prebiranju in kombiniranju dnevnikov znamenitih nemških dramatikov, umetnikov, intelektualcev, pisateljev in tako naprej. V začetku leta 1933, ko je na oblast prihajal Adolf Hitler in kako so se s tem spoprijemali, tako in drugače Bertolt Brecht, Thomas Mann, Alfred Döblin, Josef Roth in njihovi res številni sodobniki in sopotniki. Stvar je v bistvu grozljiva, zato ker skozi branje smo priča oziroma spremljamo to, kako je nemška, takrat prihajajoča nemška oblast na zelo niti ne perfiden način se lotila intelektualnih in umetniških vrhov od takratne družbe, od akademije, umetnosti, teatrov in tako naprej. Ne. Če ni šlo drugače, so pač poslali v dvorane razbijače, ki so naredili red. Ne. Skratka, Uwe Wittstock, februar oziroma veljača 1933,
strašljivo in strašansko zanimivo branje. Res toplo priporočam. V slovenskih knjigarnah mislim, da se tega ne dobi, sam sem ubral pot in naročil po internetu in mi ni bilo niti za trenutek žal. No, super. Jaz bom pa tudi priporočil branje in zanimivo, da se v bistvu tudi ukvarja z družbenim redom. Gre pa za, mislim, da je to pa prvič vsaj v moji zgodovini LDGD, ne vem pa če v zgodovini podcasta, gre v bistvu za strokovni članek. Politologa, lahko upam rečem mojega prijatelja, doktorja Davida Altmana iz inštituta za, če bom to prav prebral, Inštituta za politologijo Katoliške univerze v Santiagu v Čilu. In sicer naslov članka je Constitutionalism Beyond Territory, Unterritorial Democracy, Panarchy and Pan-Citizenship. Gre za razmislek o tem, v kaj se liberalna demokracija, kot jo poznamo danes, lahko razvije, pa da pač ne zaide, da ne degresira nazaj v fašizem, kot ga Antiševa knjiga opisuje. Zelo zanimivo branje, sploh če vas te stvari majčkeno zanimajo, nima odgovorov na vsa vprašanja, ampak zastavi pa razmislek in tudi postavi nekatere možne rešitve. Nekterih vprašanj jasno ne reši, ampak saj ni to poanta strokovnih člankov. Zelo na kratko, ideja je ta, da bi bile človekove, državljanske, ekonomske in druge pravice največ vezane na teritorij, na katerem oseba prebiva, ampak na osebo samo. In iz tega potem naprej izpeljuje, kako bi se moral pač družbeni in politični red spremeniti, še vedno sta demokratičen, ampak tudi na podlagi izkušenj iz COVID-a, teleworkingom in dalje, v bistvu najde že kar primere iz dejanskega življenja o tem, kako to ni tako zelo fantastična ideja, oziroma znanstveno fantastična ideja, kot se pač morda zdi, ampak imamo že kar nekaj dejanskih izpeljav te ideje o neteritorialni demokraciji. Tako da link bo v show notes, a mene je bilo blazno zanimivo, morda bo še komu. Hvala lepa. To je bila 200-something epizoda podcasta LDGD. Do naslednjič, kaj? Pa brez zamere, ne?